Dobar dan, dobrodošli. Predstavnik Bošnjaške kulturne zveze Fahir Gutić je na februarski skupščini Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov nekdanje Jugoslavije prevzel enoletno predsedovanje združenju. Glavna usmeritev Zveze zvez je sprememba ustava oziroma vnos 64a člena v ustavo, kjer bi dobili nominalno priznanje pripadnikov narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije. Vse ostale pravice glede šolstva, glede medijev, glede pristopa medijem, glede financiranja, glede infrastrukture, potem bi bile urejene in bi se urejale z zakoni. In zakaj skupnosti vztrajajo pri ustavnem priznanju in ne zgolj pri ureditvi statusa s področnimi zakoni? Ne moremo preskakati in reči, zdaj bomo, dobili z nekim zakonom urejeno neko področje, če pa nismo urejeni oziroma nismo ustavno priznana kategorija in potem pride neka druga vlada in potem to vse skupaj lahko pade v vodo. Glede pobude po priznanju manjšinskega statusa je Gutić optimist. To bo prišlo na dnevni red, slej ko prej na dnevni red parlamenta in parlament o tem bo moral odločati. Zdaj računamo v tem letu. Glede na to, da smo dobili večinsko podporo skoraj vseh poslanskih skupin, da niti ena poslanska skupina ni izrecno rekla ne, sem optimist. Navzočnost narodnih skupnosti v slovenskih medijih se izboljšuje, so ocenili člani vladnega sveta za vprašanja narodnosti bivše SFRJ v Sloveniji, ki mu predseduje državni sekretar Tone Peršak. V kratkem gre pričakovati posebno oddajo za skupnosti tudi na Radiu Slovenija, je napovedal direktor radia Miha Lamprecht. Na seji, ki je potekala 25. februarja, so obravnavali tudi vprašanje pobude ustavnega priznanja pripadnikov skupnosti in ugotovili, da se vlada na to pobudo še ni odzvala, so sporočili iz sveta.